To tebe počuje SDS, kaj? Moja teza je, da so ljudje na plebiscitu glasovali za zelo različne stvari. Kot družina smo imeli pač seveda posebno varstvo, se pravi varnostnike. Ja, veste, ko smo bili mi mladi, takrat je bilo vse drugače, ne? Rojstni dnevi so zanimiva stvar, ne? Spomnim se recimo praznovanja slovenske 15-letnice osamosvojitve. Smo vsi pokali, na tistih govorih so pokali šale o kako smo zdaj najstniki, ne? Potem je bila 18-letnica, smo polnoletni, ne? Zdaj pa pride 30-letnica, ne? Za 30-letnico se ne spodobi več, da bi kar se smehljali samo po sebi, ne? V 20-ih, študentska, 20-ta, lahko še nekako si sproščen, pa vse skupaj malo veselo. Pri 30-ih pa če ni pri slavljencu opaziti vsaj nekega karakterja ali pa vsaj nečesa, česar se lahko veselimo, je lahko že malo zadrege, ne? Zato tudi današnji pogovor ob 30-letnici mogoče ne bo več tako nujno sproščen, kot bi bil ob kakšni praznovanju polnoletnosti, ampak bomo poskušali pogledati tudi malo pod površje, kaj je zdaj z državnostjo, kako danes gledamo na državnost, na domovino, na slovenstvo, pa tudi na obdobje, na čas, ko se je naša država rojevala. In ravno o tem bom govoril z zelo zanimivima gostoma. Z mano je torej Aleš Maver, dr. Aleš Maver, zgodovinar, prevajalec, publicist, filolog, tudi aktiven komentator družbeno-političnega dogajanja. Lepo pozdravljen. In pa Ožbej Peterle, ekonomist, politolog, tudi publicist, tudi soavtor knjige Slovenija in pika, ki se je ukvarjala ravno z osamosvojitvijo, in pa tudi vinski ljubitelj. Je tako? Živijo. Bravo. Torej, mogoče začnimo z čim bolj osebnim vprašanjem, da ne bojo rekli, da ne vem, samo smo abstraktni. Vsak od nas je doživljal osamosvojitev na svoj način, recimo jaz tako, da je nisem doživljal. Pa mogoče, Aleš, kako si ti doživljal osamosvojitev kot mlad najstnik, ali pa kakšne obeti si v tistem času kot mlad človek čutil v zvezi z mlado državo? Ja, lepo pozdravljen najprej. Ko danes, torej, kot si ti omenil, se je 30-letnica, ni več 18-letnica in tudi meni se zdi, da ko danes govorim o tem, kako sem doživljal osamosvojitev, se počutim kot neki očak, ki razlaga, ja, veste, ko smo bili mladi, takrat je bilo vse drugače, ne? Tako kot v Kozlovski sobi v Višnji Gori, recimo starešina žužnjal. Ampak dejansko jaz sem res verjel v Slovenijo. Takrat je bilo to zame to. Težko bi pojasnil, zakaj, ampak zdi se mi, da je bil jugoslovanski okvir tisto, kar je mene že kot mulca nekako težilo. Čutil sem se Slovenca, nikoli pa nisem mogel prav kupiti tiste zgodbice, da imamo poleg ožje domovine še širšo domovino Jugoslavijo. Jaz sem zanimivo imel zelo rad hrvaški in srbski jezik, ampak nisem se pa čutil, da sem to jaz oziroma da smo to mi. In zato sem res to leto 91 doživel kot uresničitev ne samo nekih skupnih sanj, ampak tudi svojih osebnih sanj. In sem bil prepričan, da ta 25. junij 91, to je zdaj to in od tu naprej bomo živeli srečno do konca svojih dni. Koliko si bil pa star takrat, ko so bili te? Takrat sem bil star 13 let. Recimo takrat, ko smo mi šli na končni izlet, upam, da mladi še veste, kaj je to končni izlet, ne? Mi smo šli v Bohinj, to je bilo 23. maja 91, takrat so ravno se je začelo sranje v Pekrah, ne? In to smo potem na avtobusu vlekli na ušesa, kaj se dogaja. Potem čez 2 dni sem pa šel k Birmi. Zanimivo je to, da v bistvu se kot mlad človek se nekako niti preveč ne sekiraš, ne, tudi če bi pokalo okrog, bi ti še vedno verjel, da bo srečen konec. In res recimo takrat mi nikoli ni prišlo na da bi se lahko zgodba tudi nesrečno končala. Drugi tak velik spomin je 30. junij
ko so zjutraj povedali, da je general Blagoje Adžič odredil v bistvu bombardiranje Slovenije. Vem, da so ponekod bile maše in so potem ljudi spraševali, ali končamo, ali gremo domov, in so se večinoma ljudje odločili, da se maša konča. Ne. Ampak recimo moja mama se je zelo sekirala, pripravila vse sezname, hrana za ptiča, hrana ta, hrana ona, da bomo šli v gozd. Jaz se nisem nič sekiral, meni je bilo glavno, da je konec leta pa da imamo svojo državo. Tako da z današnjega vidika sem se tudi doživljal dokaj neodgovorno, če zdaj recimo pogledam to, kaj se dogaja z mojimi prijatelji Belorusi, ne, prosim, živela Belorusija, vidim, da se bi lahko obrniti čisto drugače, ne, če bi armadam recimo močneje pritisnila, pa če bi tudi v Sloveniji sami se določene stvari drugače zložile, bi bilo vsaj žrtev bistveno več, kot je bilo. Ne. Ampak to mi takrat ni prišlo na um. Ja, Ožbej, ti si imel tudi posebno izkušnjo kot 5-6-letnik. Ja, protlenik je bilo. Ja. In si bil tudi družinsko nekako zelo vpet v ta dogajanje. Ja, bilo je v bistvu zame mogoče malo drugače za ostale takrat, ker točno to, kot si omenil, zaradi fotra smo bili pod nekim posebnim okvirom. Jaz sem toliko mlajši, da za razliko od Aleša se teh stvari ne spomnim tako dobro, oziroma nisem še bil tako intelektualno zrel, da bi lahko takrat že reflektiral, kaj se dogaja, oziroma imel nek resen odnos do tega. Ne. Ker takrat na vprašanje se spomnim, ko so rekli, da veš, Ožbe, kaj je to, da je tvoj fotar, predsednik vlade. Sem tam razmišljal, sem rekel, ja, mislim, da bi mogel ful veliko predsediti, ne. Se mi zdela neka taka inovativna rešitev, ampak očitno ni bila ta prava. Torej, ja, smo pač kot družina smo imeli pač seveda posebno varstvo, se pravi varnostnike, ki so bili tam skozi tekom vojne, no, se pravi spodaj pred blokom so hengali. Vse sosede so vedno nosile kavice, piškote, tako da jaz mislim, da so se oni izredili za kakšno kilo ali dve pač v času te vojne. Tako da ja, zame tisto obdobje, razen teh res pač spominov, ne vem, varnostnik me je naučil tam polagati ovinke z biciklom, pa tako, pa eno je bilo Rambo ime in jaz nisem vedel, kaj to pomeni, potem kasneje sem rekel, ja, on je bil Rambo, okej, pač pol kasneje, ker nekako se zaveš, kaj se je dogajalo. Ampak ja, pač takrat sem bil premlad, no. Ampak ne glede na to smo pa potem v neki fazi se lotili tudi raziskovanja tega obdobja, ne. Se pravi, z Boštjanom Furlanom, z Markom Balažicem, tudi Matejem Hrastarjem smo nekako se lotili preučevanja tega obdobja, ker mislim, da je to eno izmed ključnih, ali pa obdobje slovenske zgodovine. In nekaj o tem vedeti, kaj in kako je bilo in zakaj je bilo, mislim, da je to neka taka stvar, ki bi mogel vsak Slovenec vsaj do neke mere nekaj časa temu posvetiti, ne? Da nekako razumemo svojo lastno identiteto in svojo lastno genezo, pa tudi o tem se bomo pogovarjali še desetletja naprej in nekaj o tem vedeti, mislim, da ne more škoditi. No, pa če gremo zdaj iz teh spominov, ki so bili vsaj pri tebi izrazito nabiti z upanjem, z svetlo prihodnostjo, pa pogledamo kar splošno, kaj je tisto, kar je v teh 30 letih ali pa odkar imamo državo, kar res cveti v smislu države, v smislu našega obstoja znotraj države kot narod z nacijo, kot nacija, ne? Kaj pa najbolj šibka točka naše državnosti v smislu tega, kako živimo, kako bi rekel, kreiramo lastno državo? Ja, jaz sem taki jamrač, da znam več povedati, pri drugi točki, pri prvi moram pa kar pomisliti. Ampak jaz mislim, da cvetimo v tem, da če pogledamo objektivno, pa če se primerjamo z drugimi deli sveta, tudi z nekaterimi deli Evrope, mislim, da nam kot skupnosti relativno dobro gre. Da vsaj to vsakdanje življenje poteka dokaj v redu. Recimo se mi zdi, da ena stvar, ki jo gotovo premalo cenimo, je ta varnost, ki jo imamo v Sloveniji. Recimo to, da greš lahko tudi v Ljubljani po noči na sprehod, marsikje ni samoumevno. Ampak seveda, dokler se to ne spremeni, takih preprostih stvari, vsaj Slovenci mislim, da ne znamo ceniti, tudi jaz ne. In potem bolj vidimo tisto, kar ni v redu. No in tisto, kar se meni res ne zdi v redu, sta mogoče dve stvari. Prva je ta, da se Slovenci in Slovenke, mislim, da se dobro razumemo med seboj kot ljudje. Tudi sam imam prijatelje, prijateljice,
ki so zelo različnih mnenj, ne moremo se pa dogovoriti kot skupnost. In se mi zdi, da tu pa gre vsako leto težje. Kje sploh najti tisto izhodišče, da bi se pogovarjali o taki stvari, kot je recimo nacija. Čeprav se vsi sklicujemo na iste pesnike, pisatelje, recimo Prešerna, Cankarja, imamo vedno vsi žvečimo, ampak nimamo pa skupne predstave o tem, kaj sta nam povedali, ne? Ampak vsak najde nekaj drugega, nekaj zase in potem tega pravega pogovora ni. Druga stvar je pa mogoče ta, ki sem jo najbolj občutil na Poljskem, ko sem tam spremljal dijake, in seveda tudi ni bilo to nenavadno. Namreč ta zavest, ki jo Poljaki, pa recimo tudi Hrvatje imajo, ne, da nismo padli iz lune, da nismo od včeraj, ampak obstaja neka zgodovina, neka preteklost, ki je ravno tako naša, ki nas je na neki način ustvarila. Mislim, da te zavesti pa pri Slovencih ni. No, jaz mogoče to govorim zato, ker pač od poučevanja zgodovine, kar bo marsikdo rekel, da je to prodajanje megle, živim, ne, in zato zame bi bilo boljše, če bi Slovenci več pozornosti posvečali tej povezanosti z neko skupno preteklostjo. Zato je to mogoče, govorim bolj zato, da bi še naprej imel kruh. Ja. No, pa Ožbej, a ti podobno, imaš kakšne podobnosti v svojih pogledih na to vprašanje? Mislim, ja, mogoče ta začetek odgovora od Aleša je nekak taka patološki slovenski odgovor, ne. Jaz tukaj recitiram gospoda Marka Finka, ki pravi, da smo Slovenci tako veseli, če smo lahko malo žalostni, ne. In drugič se mi zdi tudi, da je najbolj pogumno dejanje bivšega premierja gospoda Mira Cerarja bilo to, ko je prišel s tistim listkom na tiskovno konferenco, rekel: Slovenec sem, ne jamram, iščem rešitve, ne. Mislim, da pač neko preseko teh dveh izjav, mislim, da tiči veliko našega slovenskega, rekel, biti naroda, mislim, biti, se pravi, duše. Ja, mislim, da kaj je dobrega. Že nekaj časa hočem napisati članek, ne, Slovenci konzervativci v omari, ne, se pravi. Slovenci mislim, da imamo zelo radi naš narod, da smo v bistvu dosti bolj domoljubni, kot si upamo priznati, ne. Imamo ponos, imamo v bistvu ponosni smo na to, kar dosegamo in kar smo dosegli. Nedvomno to premalokrat izrazimo na glas, ker je pač vedno to nekje v ozadju ali pa rajš jamramo, kakor da v bistvu rečemo, ok, ponovadi razen športnikov seveda, kjer se to bolj manifestira. Mislim, da je več tega nekega tudi ljubezni do tradicije, ljubezni do zgodovine. Mislim, da je tega več, kot si upamo, ali pa zgleda v javnem prostoru, ne. Ali pa tudi, kot je mogoče recimo politično zastopano v smislu, ne, neka politična stran se zelo kot za domoljubno, recimo tudi za domoljubno deklarira, pa ravno včeraj je bil en tak zanimiv incident, ko je, včeraj, dobro, ne vem, kdaj bomo to predvajali, ampak je bil nedavno, torej ravno nedavno je bil na spletni strani Nova24, ne, tak incident, ko so objavili kot da nekakšno domoljubno pesem mlade najstnice, ki pa je šlo očitno za trolanje strani pač pravih domoljubov, ki so pokazali, da če pa to bojo objavili kot domoljubno, da pa pač je domoljubje na tej strani ali pa tudi te politične opcije popolnoma prazna beseda. Pa je bilo komunistični prci, nekaj tako besedišče, ne. In zato se mi zdi, da ko si govoril, da domoljubje ni morda toliko ozaveščeno, kot ga resnično živi, mislim, kot ga je med ljudmi. Mislim, ja, tle je mogoče problem, ki si izpostavil, ni toliko samo domoljubje, kot problem reflektiranosti tega domoljubja in v bistvu razumevanja sploh, kaj to domoljubje je. Ja. Ker tle to je dostikrat, mislim, ljubezen do patrije, patriotizem konec koncev, ne, se pravi, to je stara stvar, ki presega, rekel, samo obdobje, o katerem se mi pogovarjamo, ne. To, da imaš ti odnos do domovine, do očetnjave, je pač nekaj popolnoma naravnega in človeškega, ne. Pač, kot pravi Simone Weil, želja po pripadnosti je verjetno največja želja, mislim, največja neka osebna potreba, ki jo imamo kot ljudje, ne. In tudi tukaj je ta razvoj narodna, ki je potem leta 91 v Sloveniji postal nacija. Mislim, da ima Slovenija neko tak lep, tudi naporen, ampak vseeno, pač neko zgodovinsko razvoj, ampak o tem lahko Aleš več pove. Se mi zdi pa, ja, pač, da je tukaj, da je to prisotno, ampak kar pa ti omenjaš, se mi zdi, da je problem tega
in tudi tu je problem celotne politične srenje v Sloveniji, se mi zdi, premajhnost in nezmožnost nekih artikuliranih ideoloških ali pa svetovno-nazorskih konceptov, ki se potem preko politike tudi nekako manifestirajo v javnem prostoru. Ne. Tukaj imamo mi recimo neko to posplošeno izrabo na nek demagoški, populističen način, ki mislim, da pripelje več škode kot koristi. Ne. In tudi to, kar je recimo prej omenil Aleš, se še vrnem na tvoje na komentar v smislu, da te moti ta neka nezmožnost skupnega, to je nedvomno velik problem. Ampak mislim, da to, da imamo različna mnenja, je nekaj popolnoma normalnega, pluralizem je ok, ampak znotraj tega pluralizma potrebujemo tudi način možnosti pogovora, ne? Ker brez tega tudi pol ni konec koncev politike kot take in debate ne more biti. Ne? In tukaj me moti ta bipolarnost, binarnost, ki se zdaj pojavlja, ki se pojavlja že nekaj časa. In se mi zdi, da je to problem, ker ne moremo sploh nekako se niti pogovarjati in to me pa zelo skrbi. No. To, da smo mi z 2 milijonoma prebivalcev, nismo v neki svoji avtarkiji na nekem otoku, ampak smo del Srednje Evrope, del Evrope, ki je del še vedno nekega vrste, nekega geopolitičnega zahodnega sveta in tega Slovenija verjetno ne bo spreminjala, ne, zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Torej mi smo v tem prostoru, na nas pa je, kaj bomo naredili iz tega, da bomo boljši ali pa da bomo konec koncev zadovoljni sami sabo in mi Slovenci nikoli nismo zadovoljni sami sabo. Ne. To pomeni, da to ni problem. Da nismo, če je to neko dejstvo, je to že v redu. Mislim, mi smo skozi v krizi, ne? Skozi kriza. To pomeni, da je v redu. Mislim, ja, to se pravi, zdaj, ko sem malo odraščam, ker sem nekaj let starejši, se mi zdi, da je ta konstantna kriza ni toliko neke vrste, da je to neke vrste evolucija ali proces, ali kakorkoli bi temu rekel. Prej smo, oba sta omenila pač nekaj dobrih stvari, v čemer smo dobri, pa manjko recimo v tem, da bi imeli neko poenotenost kot neko skupno zavest. Mislim, ti si menil, da nacijo dojemamo, da nimamo nekega enovitega koncepta okrog katerega ali pa ideje o sebi. Mogoče niti nisem govoril toliko o tem, da bi morali biti poenoteni, ampak res je, težava je v tem, da ni izhodiščne točke, na kateri bi lahko začeli pogovor. Recimo, jaz imam seveda zelo izdelan pogled na slovensko zgodovino, zlasti seveda tudi na zgodovino 20. stoletja, ki nas je res izredno zaznamovalo. To, kar se je Slovencem dogajalo, je tudi v evropskem merilu vseeno težje kot v večini okolij, razen nekje na območju Sovjetske zveze, pa še kje v vzhodni Evropi. In seveda temeljna težava je, da že ko jaz začnem razlagati to svoje videnje zgodovine, pri določenem delu Slovencev ne bom slišan zaradi tega. In enako je seveda, če bo kdo drug, ki ima pa drugačno videnje te slovenske zgodovine 20. stoletja, začel govoriti z mano, ga bom tudi jaz po vsej verjetnosti odrezal. Zaradi tega greva pač kot mačka okoli vrele kaše in tega pogovora ne načneva in ga nikoli ni. Kot zgodovinar se mi zdi pač ključno, da bi ta pogovor bil in da bi, mogoče ne v tej generaciji, ampak v neki naslednji generaciji se izoblikovala neka skupna podlaga, ki ne bi pomenila poenotenja, ampak da bi nekatere točke vseeno bile take, okoli katerih bi se ta skupnost strinjala. Jaz bi celo rekel, da je to nujno, da skupnost, ki tega ne naredi, pač ogroža tudi svojo prihodnost. Čeprav seveda v Sloveniji je splošna mantra, češ, dobro, preteklost je bila preteklost, pustimo preteklost, obrnimo se v prihodnost, začnimo danes iz točke nič. Zelo bi vesel, če bi to šlo, ampak pač spet seveda kot zgodovinar, ki živi od zgodovine, to že moram povedati kot oklepaj, sem prepričan, da to enostavno ni mogoče. Da bo to, da nimamo neke osnovne skupne zgodbe o preteklosti, nas nekoč v tej čudoviti prihodnosti ujelo. Ampak zakaj misliš, da ta debata, mislim, da se dosti večkrat pojavi na bolj desno-sredinskem polu kot na levo-sredinskem polu. Ne? Zakaj misliš prvič, da je to tako, da mi se pogovarjamo o 30-letnici, imamo spet prišli recimo na spravo, na leto 45, tako rekoč v 20 minutah,
ker je zanimivo dejstvo samo po sebi. Torej, zakaj se vedno k temu vračamo in zakaj samo desna sredina ali pa desnica, ne toliko levica pa tvoje? Ja, zaradi tega, ker levica je v Sloveniji imela monopol. 45 let je bila v javnosti samo njena zgodba. In ni res, da levica o tem ne govori. Pač pa bo takoj, ko se bo pojavila možnost, da je prišlo do odmika od tega njenega monopola, če bi slučajno grozilo, da bo v javnosti zdaj neka druga zgodba, bodo takoj skočili in seveda poskušali ponovno vzpostaviti svojo hegemonijo. Tako da mislim, da seveda jasno pa je, da je za tako imenovano desnico, ki pač v tem slovenskem kontekstu gre za desnico, in po mojem mnenju ta delitev med desnico in levico v Sloveniji temelji ravno na odnosu do zgodovinskih prelomnic, je seveda bolj prizadeta, ker je doživela uničujočo katastrofo, tudi fizično. Njena elita je bila ali fizično uničena ali pregnana. In mislim, čudno bi bilo, če to ne bi bila travma. In mislim, da ni rešitev v tem, da se o travmi ne govori, ker nekako uradna razlaga v javnosti je bila, češ sprava je bila dosežena sama od sebe okoli leta 1960, zakaj bi zdaj to ponovno odpirali. Mislim, da je to bila napačna pot in tudi v drugih primerih, recimo Španija, je tak primer, kjer je bila zgodba dokaj podobna, pa se potem tudi tam pokaže, da niti po 70 letih, pač, ker se o tem ni dovolj govorilo, ampak dobro, imaš pa prav, da je zanimiv fenomen, da pridemo v pogovor o 30-letnici, takoj v pogovor o 75-letnici. Je pa res, da sem to jaz malo kriv, zato ker me res ta tema osebno kot človeka zelo zaposluje. No, se to je tudi recimo mi, ki smo tole Slovenija in Pika, moramo malo reklame narediti za knjigo. Torej, Slovenija in Pika imate dva dela, prvega in drugega, in šlo je pri Cankarjevi založbi. Torej, mi smo skoraj pač vse slovenske, se pravi sogovornike, smo vprašali ravno to. Kako ocenjujejo to, da imamo v Sloveniji dve neke vrste identiteti, ki ena temelji predvsem na predvojnem obdobju in osamosvojitvi, druga pa pač predvsem na, tako rekoč, se pravi, enoobejevni revoluciji. In pač to smo vprašali vse, od Ribičiča do Stresa, konec koncev. Tako da, kakšen pogled na to imajo. Ja, ne vem, ni toliko enoznačnih odgovorov. Mislim, deklarativno so vsi za, seveda, v smislu, ja, sprava, ok, the best. Ampak po drugi strani pa, ne vem, jaz nisem tle nek optimist, oziroma jaz mislim, da bo podobno kot zdaj rušijo, ne vem, kipe v južni, mislim, v Združenih državah Amerike, na jugu, v določenih akterjev državljanske vojne. Mislim, da bo podobno v Sloveniji hipotetično tudi čez 200 let. Ali bo to dobro ali slabo? No, sej, kipi se rušijo, se to je en del njihove funkcije, da ga lahko zrušiš. Mislim, da lahko pokažeš, da greš naprej. Tudi pri nas so tudi bile razne akcije, bi rekel, to, da se kipi rušijo, ne nazadnje. S tem pač je lahko znak neke živahne civilne družbe, ki reinterpretira svojo zgodovino, ki jo vidi skozi nova očala. Tudi pri nas takrat, tisto mazanje Kidriča, tisto je bila zelo zanimiva akcija. No, ampak če se nekaj vprašati, mislim, da mogoče še gremo iz tega nazaj na 30 let. Zakaj recimo ne more ali pa ni slovenska osamosvojitev tista stvar, ki bi povezala celo Slovenijo? Ja, ravno zaradi tega, ker jaz sem pač prepričan, da to je pač moje mnenje, da je dejansko osamosvojitev, kot se je zgodila, je bil Demosov projekt. Levica se mu je priključila naknadno iz pragmatičnih razlogov, ker mislim, da je ta prevladajoča struktura je pač ocenila, da v tem trenutku, in tisti, ki smo takrat živeli, tudi nekako to mnenje delimo, je večina Slovencev navijala za slovo od Jugoslavije. Moja teza je, da ta večina nikako ni bila 90% takrat. Ampak bila je zadostna, da se je krog
prej vladajočih struktur se je pač odločil, da ni pametno iti proti temu toku. In se je iz čisto pragmatičnih razlogov priključil Demosovemu projektu. Seveda, in to je neka bolečina. Ne. Oni vedo, prvič, pri njih je obstajala zelo močna navezava na Jugoslavijo, to se še danes vidi, obstajala močna navezava na socializem. Oni tega niso radi zapustili, to je ena bolečina, druga bolečina pa je, da niso imeli v tem procesu glavne besede. In zaradi tega osamosvojitev dejansko ni mogla za vse postati povezovalni element. To bi pa tudi rekel, in to je tudi moj osebni spomin, mislim, da je pa v tistem zelo kratkem obdobju med 25. junijem 1991, pa recimo potem nekaj mesecev, mogoče do tistega znamenitega 8. oktobra, ko se je iztekel ta rok Brionske deklaracije, je pa res obstajala skoraj popolna enotnost, k čemu je po mojem mnenju izredno veliko prispevala intervencija Jugoslovanske armade. In jaz, po mojem mnenju, je intervencija Jugoslovanske armade bila tista, kar je povezala Slovence. Verjetno tudi obdobje pred plebiscitom, mesec pa pol oziroma 2 meseca, da je bilo tudi zelo nekako so vsi skupaj. Bilo je, ampak mislim, moja teza je, da so ljudje na plebiscitu glasovali za zelo različne stvari. Recimo, če se jaz sebe spomnim, jaz sem gotovo si predstavljal, da plebiscitna odločitev pomeni glasovanje za to, kar je potem nastalo, se pravi popolnoma samostojna, neodvisna država, ki ne bo imela z Jugoslavijo nobene zveze. Veliko ljudi je pa glasovalo, po mojem mnenju, za večjo suverenost, se pravi za nekaj, kar bo več kot je zdaj, ampak še vedno dopuščalo to možnost povezovanja z Jugoslavijo. In tudi, če gledate, kaj se je potem v naslednjih mesecih zgodilo, mislim, da niti aprila 1991, če ni bilo jasno, da bo osamosvojitev potekala na tak način, kot je, se pravi v smer čisto popolne ločitve od Jugoslavije. Oziroma, je tudi precej prispevalo k temu, da je Jugoslavija enostavno razpadla. Dobro, ampak to je moje mnenje, ki je mogoče tako malo heterodoks, torej nepravoverno. Jaz se v veliki meri s tabo strinjam, ne povsem. Mislim, da je ta problem v nekem smislu te identitete, recimo, se pravi, strank, ki so nastale iz bivših družbenih političnih gibanj, da je do neke mere prisoten. Ampak bolj kot to, mislim, da je pomembno, v bistvu, tako kot pogrešam ponižnost pri zmagovalcih v odnosu do druge svetovne vojne, tle pogrešam ponižnost ali pa širokosrčnost tako imenovanih zmagovalcev osamosvojitvene zgodbe, ne? Ali pa recimo temu narekovajih osamosvojiteljev. Ker tukaj, kakor mislim, Capuder, se mi zdi en izmed res boljših intelektualcev zadnjih desetletij v Sloveniji in večkrat berem ta intervju tudi v Sloveniji Pika in tudi on pač na vprašanje, recimo, kaj želite Sloveniji ob 25-letnici, itak edini reče nekaj podobnega, kako to reče, se pravi, želim si, da bi določene stvari lahko skupaj pozabili. V smislu, da, in tukaj se mi zdi to, kaj hočem povedati, da te osamosvojitelji dostikrat, ne vsi, ampak veliko od njih, konstantno iščemo, kdo pa tak tisti dan pa je to naredil, pa tisti dan to naredil proti nam, mi smo bili edini zveličavni. In s tem težko gradiš neko skupno zgodbo, tudi neke vrste narekovajih, mitologijo, ki je pri teh stvarih dostikrat prisotna. In se mi zdi, da tle malo manjka te širokosrčnosti zmagovalcev, da bi lažje imeli skupno identiteto, ki bi izhajala iz tega področja. A je to mogoče povezano tudi s tem, da imamo še vedno pač en velik del ali pa en znaten del aktivnih politikov, srednjih politikov, pač, ki so iz tega časa v smislu, da bi... Kdo pa še je aktivni politik iz tega časa? Janez Janša. In? Jelko Kacin zdaj ponovno. Sicer ni glih izvoljen predstavnik. Recimo, zelo dobro si tole prekinil, ker Janez Janša lahko rečemo, pa vsaj simbolno predstavlja znaten del, ali pa tudi če je samo eden kot politik, ampak pač je uzurpiral nek velik simbolni prostor v slovenskem političnem prostoru, mogoče celo do te mere, da lahko o njem skoraj govorimo kot o mnoštvu, politiko. Ampak tukaj je očitno, da ni neka nova generacija politikov še prišla, vsaj na desnici ne toliko očitno, ali pa na vodstvu desnice. Pač, imamo na levici, recimo, ali pa na skrajni levici,
je Luka Mesec in se mi zdi tudi več. Čeprav jaz se s tabo ne bi strinjal, no, glih nasprotno. Mislim, da se je razen gospoda Janše, da se je tako rekoč cel politični položaj prevetril. Ne? Kdo pa je, mislim, da veš, če smo zdaj malo, malo na šalo, malo zares, ampak edini, ki še je imel se pravi, rdečo knjižico leta 80, mislim, iz prejšnjega sistema, med vsemi predsedniki je to pač Janez Janša. Vsi ostali, tudi Miro Cerar ali pa ne vem, Marjan Šarec, to niso ljudje iz bivšega sistema. Veš, v bistvu imaš ti, Alenka Bratušek, zadnjih 10 let si imel ti v bistvu politike, ki so prišli kot novi val. Mogoče pa res Janez Janša kot edini še, edina ta še kontinuiteta z obdobjem osamosvojitve, nekako bi rekel, deluje zato še toliko močneje kot neka taka veza ali pa skuša tudi te teme, kot si ti rekel, tudi iskati neke v končni fazi, da se včasih se zdi kot namensko iskanje neke razklanosti iz obdobja osamosvojitve, češ kdo pa je bil povsem zraven, kdo ni bil zraven. Zdaj, ti si rekel, da je že prišlo do prevetritve in da imamo recimo pri krščanskih demokratih Mateja Tonina in druge ministre, to drži. No, Aleš, kako pa ti gledaš? Jaz bi mogoče se še vrnil k temu zelo dobremu izhodišču velikodušnosti, pa bom potem na to navezal. Se popolnoma strinjam, da bi nekaj pozabe, pa nekaj velikodušnosti gotovo dobro delo. Vendar je tu ena temeljna težava, ki je v tem, da torej, če levica občuti kot svojo slabo vest svoj skromnejši prispevek in majhno vero v projekt osamosvajanja in demokratizacije, pa ima desni pol, ki je izpeljal osamosvojitev, neko drugo težavo. To pa je, da zato dejansko ni bil nagrajen, ker je torej stara struktura v tej novi državi, ki jo je s stisnjenimi zobmi sprejela, zelo hitro prevzela vse vzvode in jih tudi v glavnem obdržala. In zato je dejansko na desnici edino, kar ostane, je pogrevanje teh zaslug iz leta 1991, to je edino, kar ima. Ne more reči, da je upravljala to državo, ki jo je ustvarila, zato ker je ni večino časa. Od leta 1992 je, mislim, da kot prava sprememba oblasti je bila tista med letoma 2004 in 2008. Ves ostali čas pa vladajo stranke, ki so se nekako napajale pri tradiciji vladajočih struktur iz časa po drugi svetovni vojni. In to je, torej, dejansko smo ujetniki teh dveh travm. Ena travma je, da vladaš državi, ki je nisi najbolj želel, druga travma je, da si ustvaril državo, pa je ne upravljaš. Čeprav s tem je, s tvojo definicijo recimo tega, se pravi, rekel, levega bloka, ne bi se popolnoma strinjal. Jaz mislim, da gre v veliki meri tudi, takratni komunisti so zastopali ta zelo legalističen koncept, da imajo v bistvu vse nekako pravno formalno poštiman, da jih tudi v tujini noben ne more zafrkavati. Ampak ja, recimo intervjuje z Ribičičem, Kučanom, Potrčem, ga smo jih delali. Tam ni neke zgodbe v smislu, da so oni čutijo kot neke manj vredne, ponižne igralce. Sploh ne, nasprotno. Ne. Mi smo tisti, ki smo spravili Slovenijo ven iz primeža komunizma in Jugoslavije. Mislim, v smislu, da so omogočali te amandmaje, da so spremenili, ne vem, septembra 1989 zakonodajo v slovenskem parlamentu, mislim, skupščini takratni, in da so nekako omogočili ta mirni prehod iz komunizma v tržno gospodarstvo in konec koncev iz Jugoslavije v Slovenijo. Torej, tukaj, to, ko praviš ti, da so oni kot neki polulani cucki, sploh ne. Poleg tega je ta demo stravil samo 2 leti. Tukaj mi tudi recimo Bavčar v svojem intervjuju reče, kot kaj je vaša največja napaka, to smo tudi vsakega vprašali, je rekel, razpad Demosa. 30 let kasneje je nekako fantom bolj jasno, mislim gospodom, kaj je šlo takrat narobe in zakaj ne.
Ampak ja, v tem smislu ne Demos kot 2 leti, se pravi, ja, pač uno sekundo, ko je Slovenija priznana, se pravi Nemčija 15. decembra. Ja, že prej je razpadlo. V bistvu. Mislim, ja, tisto sekundo, ko smo dobili mednarodno priznanje, ne, potem Demos razpadlo, hvala lepa, gremo mi po svoje. Ja, in to je bila verjetno prava napaka. Druga se mi zdi, ki je tudi zelo odločilna, je pa to, ne, da je dejansko Lojzeta Peterleta, tvojega očeta, so zrušili in zamenjali z Drnovškom z glasovi Janeza Janše in Jožeta Pučnika. Ne. To je po mojem mnenju največja posamična napaka, do katere je prišlo v zgodovini samostojne Slovenije. Da ti oceniš, in to res ne razumem, recimo, kako je to Pučnik ocenjeval, da lahko po 1 letu in pol demokracije pripustiš tistega, ki je imel oblast pri 45 let in je še vedno nadzoroval večino podsistemov spet k politični oblasti popolnoma. Ne. To je katastrofalna, napačna ocena, ki pa ima posledice še danes. Ne. Mogoče je seveda res, da se je kadrovsko, so se ostale stranke, razen Slovenske demokratske stranke, prenovile, ampak jaz mislim pa, da ta travma tega po eni strani zrušitve Peterletove vlade in pa po drugi strani potem Depale vasi in vloge krščanskih demokratov, pri tem ta travma pa se je prenesla tudi v najmlajše predstavnike, recimo Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke. Čeprav seveda en vidik, ki je zelo ta petelinji boj na desnici omilil zdaj, je to, da so trenutno oboji pri koritu in to očitno dobrodene, zato ker se je ta spor precej pomiril. Ampak jaz mislim, da kljub kadrovski menjavi je ta neki praspor še vedno živ, neki izhaja ravno iz teh napak. A pa lahko, recimo zdaj, če se počasi približujemo zaključku našega pogovora, kakšni so lahko zdaj ob 30-letnici, ko običajno pač, ko praznujemo, gledamo tudi malo bolj svetlo, kot bi bilo mogoče, kot bi bilo čisto realno, kako bi se ta praspor ali pa te zamere lahko recimo v prihodnjih letih v najboljšem scenariju razpletle, v smislu v scenariju, ki bi omogočal najboljši razcvet Slovenije kot družbe, kot države? Ja, jaz mislim, spet ne, mogoče se popolnoma ne strinjam s tabo, v smislu, da ne bi toliko poudarka dajal temu sporu, mogoče na kakšnih zelo osebnih ravneh, ampak se mi zdi, da je tle veliko več pragmatizma zraven, kot si mislimo, oziroma da stranke vejo, kje hočejo sodelovati in kje nočejo in v bistvu, da to nekako razvijajo. Pač ja, se strinjam, Depala vas je zihar neka stvar, ki je vplivala v bistvu na slovenski, sploh desnosredinski prostor v veliki meri. Druga stvar, mislim, da je leto 2000, ko ste se združevali SLS in SD, ki ste nekako tako rekoč ustoličili Janšo kot, se pravi, ki prej še bil član, mislim, takrat je, mislim, omenil si Pučnika, ne se pravim, tukaj so bili tudi resni pogovori Pučnika za združitvijo z Združeno listo oziroma z prenovitelji. Mislim, ni bilo samo to, da je bil, se pravi, bo tudi v tem smislu analize, ne bo tako, mislim, zdaj, ko gledamo za nazaj, zelo presenetljivo, ne. Ampak no, kakorkoli, v bistvu, ja, na desno sredine je v bistvu potem od Depala vasi prek SLS SKD-ja nekako v bistvu Janša prevzel ta pol in ostalo je postaja bolj manj neka marginalna stvar. Ne. Mislim, SLS ni v parlamentu, Nova Slovenija nekje, rekel, stagnira v teh 5 do 7% in to je pač ta realnost, ki je zdaj že nekaj časa prisotna. Ne. Ampak dobro, da se ne bomo spet, gremo nazaj na tvoje vprašanje. Ja, no, ampak ti si zdaj omenil, Žižek, bravo enkrat, on pravi tako zaneseno, kot vedno vse, kar pravi, je zelo pompozno, da se lažje zamislimo konec sveta kot konec kapitalizma. Ne? Zdaj, glede na to, koliko si bravo, da je uzurpiral, oziroma da je tukaj res ta neka na desnici prek zadnjih 30 let prišlo do nekakšne nadvlade, oziroma nadvlade, zelo močnega vpliva Janeza Janše in si skoraj težko predstavljamo v dani situaciji slovensko politiko. Lažje si predstavljamo konec sveta, ne, kot Slovenijo brez Janeza Janše. To tebe pa čuje SDS, kaj? No, ali pa nasprotniki. Torej, ja, vsem, če zaključimo, mislim, čim bolj onkraj, da ne moramo iti onkraj resničnosti, pa realnega stanja na politični sceni in tako naprej, ampak kje je res ta obet ne bom rekel ne razdeljene ali pa ne raznolike, ampak
ne skregane Slovenije, ker to, kar imamo zdaj, pa po mojem mnenju deloma tudi zaradi konstelacije medijske krajine, pa v veliki meri pa pač preprosto, jaz bi tako rekel, zaradi Janeza Janše in njegove bi rekel, ne nazadnje njegovega načina komuniciranja, njegovih sredstev, ki jih ubira, da nekako obvladuje svoj del volilnega telesa. Torej, kako iti onkraj te resničnosti? Ja, mogoče samo dejstvo, da smo spet ob 30-letnici na koncu pristali pri Janezu Janši, je zelo povedno samo po sebi, ne? Kot neke vrste, kaj je to, anchor, se pravi, sidro, kateremu vsaka debata nekako priteče. Ja, pač začetno vprašanje je bilo, ko si rekel, v bistvu, kako narediti Slovenijo boljšo. Ne? Moje vprašanje je predvsem, kaj sploh želimo. Ne? Kaj pomeni cvetoča Slovenija, kaj to dejansko pomeni. Ne? Recimo Ivo Urbančič je na začetku 90-ih, ko smo imeli ta zbornik Slovenci prihodnost, govoril Slovenci, mi nimamo nobene vizije, sploh ne vemo, kaj hočemo, kaj je point. Dejta, mislim, da je bilo to 92, če se ne motim. Ne? Se pravi, to je bilo še 12 let od Evropske unije in zveze NATO in tako rekoč so še izpuščali vse kadilne, mi pa nič ne vemo. Ne? Zdaj, ampak takrat je izgledalo, ful bolj jasno vemo, kaj v bistvu za razliko od tega, kar danes vemo. Ne? Mislim, kar želimo. Pač te, rekel, zunanji politični faktorji so mi nekako omogočili neko, se pravi, rekel, da se nam ni bilo treba ukvarjati toliko sami seboj. Ne? Pač to so bile neke stvari, mislim, ambicije, ki smo jih dosegali, ampak zaradi tega je bilo manjko potem neke lastne samorefleksije ali pa sploh kaj želimo in kako to doseči. Ne? In tukaj se mi zdi, da je manjko predvsem tudi to, kaj je to sploh rastoča Slovenija, ali pa kaj je cvetoča Slovenija. Na koncu dneva eni pravijo, da najboljša politika je tista, ki je totalno dolgočasna. Ne? V smislu, da se ni treba vsak dan s tem ukvarjati, pa Twitter gledati, pa cela drama, pa ne vem kva vse. Ne? Se mi zdi, da si želim malo bolj dolgočasne Slovenije v tem smislu. Želim si tudi, predvsem na koncu dneva pa mora biti država tista, ki omogoča razvoj vsakega posameznika, ne? In konec koncev v skupnosti, da prosperira na najboljši način. Se pravi, to se mi zdi neka osnovna stvar, ki jo želimo od Slovenije, da omogoča razvoj ljudem v najboljši meri. Ja, želim si tudi več pomiritve in konec koncev boljšega dialoga. Tako da to, no, v bistvu zdaj sam ekonomski razvoj, seveda tudi pomemben, ampak mislim, da so da potem, kako si omenil kapitalizem, da v tem našem času pozabljamo na stvari, ki so bolj pomembne od same ekonomije. Ekonomija je seveda pomembna, ampak neka duhovna, osebna pomiritev, neki dobri odnosi so ljudmi, družina, skupnost, te primarni odnosi in vse ostalo, mislim, da pozabljamo na to prevečkratno. Hvala. Mogoče še, kakšne misli, čim bolj svetla misel. Bi bil mogoče hudičev odvetnik, pa vzel malo vseeno v branje Janeza Janše, se mi zdi, da je krivično, če vidimo v njem vir težav, posebej pa če vidimo vir težav v njegovem načinu komuniciranja, ker mislim, da ni glavni problem Slovenije to, koliko se Janša smeji, pa koliko se ne smeji. Ampak bi pa vseeno izpostavil za konec geslo, ki ga je povedal prej Ožbej, to je velikodušnost. To pa ja. Mislim, da bi morali začeti seveda pri sebi, jaz moram začeti pri sebi in biti bolj velikodušni v tem smislu, da ne skočimo na vsako napako bližnjega in da to napako potem do skrajnosti poudarimo in vrtamo po njegovi rani, dokler ne znori od bolečin. Mislim, da se to zdaj trenutno res dogaja. Se pravi, velikodušnost je res tisto, kar bi lahko bil začetek nekega boljšega sobivanja. Se pravi, jaz imam občutek, da ljudje v Sloveniji sobivamo na tej vsakdanji ravni zelo v redu, na skupnostni pa žal ne. In tu je res velikodušnost prvi korak. Super, pa zaključimo s to lepo besedo, lepim geslom. Lepa hvala obema za vajine besede, za misli in vajen čas. Vam, dragi gledalci in poslušalci, pa hvala, da ste bili z nami, da ste si ogledali oddajo Reflektor. Lahko tudi povšečkate, pokomentirate,
bi rekel, oddajo Reflektor, kjer se jo najde na spletu, na Facebooku in drugod. In upam, da se vidimo tudi v prihodnjih oddajah. Srečno!